Vabim profesor dr. Dario Vitri, da nam spregovori o registriranih raziskavah arhivskih spisov. Gospodje, kolegice, kolegi. Četrt stoletja, od konca 50-ih, skoraj do 80-ih let prejšnjega stoletja, bi glede na zasedbo profesorskega kadra na oddelku za zgodovino filozofske fakultete Univerze v Ljubljani mogli imenovati Aura Etas Zlatorog. Kljub politično pogojenim reformom študija na univerzi so eminentni profesori uspevali vzdrževati vrhunsko raven študijskega procesa, ki so nadgrajevali tudi na številnih študijah in obdruženi študenti pozne popolnih po predavnih. Ob teh priložnostih so se izmenjavali sagrani, še bolj pa strokovni pogovori, pogosto pa tudi tezje in drugih pesmi. Čemu ta uvod? Marsikdo od krajših kolegov ve, da je bil profesor Bestrin verjetno edini, ki so mu študentje za brucovanje leta 1970 spesnili šalivo himno, ki se je za nekaj let prijela. Na melodijo koroške narodne Pojda Monte so mu v opisanih priložnostih prepevali inačico Pojda Ufano, kjer je moj dom. Tam malo povrskam, malo poštrebljam, da ne bomo Slovanček ostal sam. Koliko objavljamo v Observaciones. Zadnjo vrstico bom spustila, ker je nekaj reč pikrat. Bom objavljena. Vsakokratni študentski novinci so bili podučeni, da je Fano eden od krajev italijanskih pokrajin Marke, ki se ponaša z izjemno bogato arhivsko rokopisno dediščino, profesor Bestrin pa da vsako leto odhaja tja in si v arhivih izpisuje še nepoznane podatke iz letarskih knjig, ter na njihovi osnovi piše nova poglavja slovenske in jugoslovanske zgodovine. Nezgodovinarji si pogosto ne znajo predstavljati, odkot izvira vedenje v preteklosti. Opise nekdanjih dogodkov in pojavov v zgodovinskih knjigah razumejo in dojemajo kot zgodbo brez konkretne resnične podlage, ki naj bi bilo v skladu s sodobnimi družbenimi in političnimi interesi dovoljeno tudi poljubno spreminjati. Izvedenci za raziskovanje preteklosti pa vedo, da se za vsakim spoznanjem o nekdanjem dogajanju skriva podatek, ki ga zasledimo v viru, materialnem, pisnem, tudi ustnem. Pisne vire za starejšo zgodovino smemo v grobem razdeliti na primarne preostanke poslovanja in na sekundarna poročila o dogodkih. Dejstvo je, da so neznani in nepreučeni avtentični zapisi tisti, ki lahko nudijo resnično nove zgodovinske podatke. Iz njih mora raziskovalec ob ustreznem analitično-kritičnem pristopu pridobiti, ponazoriti in dopolniti podobo dogajanja v preteklosti. Bestrinovo raziskovalno delo slika njegove številne objave, monografije, razprave in članki z področja gospodarske in družbene zgodovine, zgodovine posameznih možnih območij, pa tudi zgodovinski pregledi in sinteze, ki zajemajo impozanten časovni lok od antike do druge svetovne vojne. Značilno za profesora Bestrina je, da je ob odličnem poznavanju literature in objavljenih delov za področje svojih obravnav velik del raziskav načrtno in sistematično temeljil na arhivskih rokopisih, pretežno tipa preostankov poslovanja. Že v prvi opazni razpravi o Neskih zgodovini Ljubljane v srednjem veku, izšla je 1952, ko je poučeval na raznih srednjih šolah v Ljubljani, je pritegnil relevantno neobjavljeno rokopisno gradivo iz arhiva Slovenije ter, kar je bilo tedaj novum, srednjeveške kovance. Od konca 50-ih let prejšnjega stoletja je bil zaposlen na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je 1960 obranil doktorsko razpravo Trgovina slovenskega zaredja s primorskimi mesti od konca 13. do konca 16. stoletja, v razširjeni obliki je šla 5 let kasneje. V veliki meri je temeljila na podatkih iz rokopisov, ki jih je Bestrin dotlej že več let pregledoval in izpisoval v arhivih na Reki, v Piranu in v Ljubljani. V njej nakazal smeri in domet trgovskega prometa na Slovenskem in poudaril pomen kmečke trgovine,
pri čemer je svoje zaključke utemeljeval s kvantifikacijami, pridobljenim iz množice miniaturnih poslovnih podatkov iz arhivskih spisov. Že v disertaciji je podprl opozoril in pokazal številčnost in pomen trgovskih in migracijskih povezav slovenskih krajev s kraji na zahodne obali Jadrana. Piranski mestni arhiv danes izpostava pokrajinskega arhiva Koper, ga je izjemno pritegnil. Skupaj z mestno knjižnico je bil shranjen v prostorih mestnega muzeja, današnji Pomorski muzej Srednjega Šera. Ravnatelj muzeja je bil Pestrinov prijatelj Miroslav Pahor, ki je tudi sam raziskoval arhivske spise svojega arhiva in iz njih črpal podatke za lastne objave z najrazličnejšo tematiko. Ni izključeno, da je prav Pahor, ki je bil vsakodnevno v stiku s piranskim arhivarijem, opozoril Pestrina na nekatere še neraziskane in neznane spise v Piranskem arhivskem fondu. Odslot raziskav v Piranskem mestnem arhivu osredotočil se zlasti na notarske in celovite s koncepti oziroma povzetki poslovno-pravnih dogovorov, je Pestrin v začetku 60-ih let objavil 2 razpravi o zgodovini pomorstva v Slovenskem primorju ter 3. o pomorstvu v Piranu v 30 letih 14. stoletja. K tematiki pomorstva, za katero je podatke črpal predvsem iz omenjenega arhiva, se je vračal tudi kasneje. V 70-ih letih je pisal o piranskih ledjenicah in ledjenicah, objavil članek o pomorstvu v Piranu v poznem srednjem veku, prispevek o pomorskem prometu mest Slovenskega primorja v 15. in 16. stoletju. Raziskave piranskega gradiva na temo pomorstva je 1978 kronal z monografijo Pomorstvo srednjeveškega Pirana. V sklop Pestrinovih raziskav o srednjeveški in zgodnje novoveški trgovini pa sodi izjemno tehtni članek o značilni obliki srednjeveškega trgovskega družabništva Piranska komuna v 14. stoletju, ki ga je na osnovi piranskega gradiva priobčil 1966 že po izidu svojega dopolnjenega doktorskega dela. Piranski srednjeveški in novoveški rokopisi slikajo najrazličnejše plati poslovnega in vsakdanjega življenja mesta v preteklosti. Pestrinovo zanimanje so vzbudili podatki za številne pojave in vprašanja. V 70-ih letih je pisal o piranskih popotovanjih v 15. stoletju, o karitativni dejavnosti v Piranu v poznem srednjem veku. V Piranskem arhivu je našel in objavil tudi podatke o povezavah Pirana s slovenskim zalivjem in o oskrbi Pirana z mesom v desetletjih okoli srednjega 15. stoletja. Pestrin je skušal na zgodovinarji spodbuditi in razširiti raziskovanje arhivskih rokopisov. Svoje razmišljanja je že 1963 strnil v razpravi Arhiv in Piranski historijski rad. Omenjene Pestrinove raziskave v Piranskem arhivu pa so zasenčile tiste v italijanskih arhivih v Markah. Njihovo gradivo je začel sistematično raziskovati v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja. Nanje opozoril v članku prispevek k poznavanju gradiva za slovensko zgodovino v tujini. Zapisal je, da so ti arhivi, ki hranijo tudi gradivo, povezano z jugoslovanskimi pokrajinami, v jugoslovanskem in slovenskem zgodovinopisju povsem neznani in prezrti. Menil je, da je potrebno v širše zasnovano zgodovinopisje poleg arhivov v Benetkah, Čedadu in Vidmu, ki so jih slovenski zgodovinarji poznali in obiskovali, pritegniti tudi gradivo drugih arhivov ob zahodni jadranski obali. Opisal je organizacijo in sistem mreže ustanov, ki v Markah hranijo arhivsko gradivo, to so državni in mestni arhivi ter knjižnice. Podal je tudi okvirno sliko zvrsti virov v teh ustanovah, pri čemer je posebej opozoril na bogate serije notarskih knjig. Izrazil je prepričanje, da brez pritegnitve virov iz številnih italijanskih arhivov, tako v Markah, kot v mestih Emilije Romane, Abruzov in Apulje, ne bo mogoče pridobiti konkretne podobe o gospodarskem razvoju, zlasti v trgovini in pomorstvu, slovenskih in jugoslovanskih dežel v Jadranu v obdobju od 14. do začetka 19. stoletja. V sredi 60-ih let so se v Pestrinovi bibliografiji začeli množiti prispevki, ki jih je pripravil ob raziskavah arhivov v Markah.
Predvsem me je zanimala prisotnost in vloga Slovanov v tamkajšnjem okolju. Prve objave so bile bolj plod pilotskih študij. Zadevali so študente iz jugoslovanskih dežel na univerzi v Fermu v 17. in 18. stoletju, upravo v komuni Fano v 15. stoletju in Slovanove, v slovenščini in francoščini je priobčil prispevek o nameravanih rodovskih poti za Angole in Pezara na Nizozemsko. Konec 60. let pa se je zadal za cilj bolj sistematične raziskave. Vrnil se k svojemu pomorstvu in objavil prispevek k poznavanju našega pomorstva v 16. stoletju iz gradiva italijanskih arhivov, članek k poznavanju reškega pomorstva v Markah v Italiji v 15. in 16. stoletju, opozoril je na vire za pomorske zveze reke in drugih naših pristanišč Senigalio v prvem desetletju 19. stoletja. Iskal in našel je podatke o trgovskih in drugačnih gospodarskih povezavah slovenskih in jugoslovanskih dežel in Italije v 15. in 16. stoletju in splošno o povezavah obeh obal Jadranskega morja. Pozornost je usmeril na tematiko migracij Slovanov z vzhodne na zahodno obalo Jadrana, na gospodarske in kulturne povezave obeh obal, na izseljevanje, poselitev in družbeno strukturo Slovanov v Markah, posebej v Fanu, Pezaru in Senigaliji od 15. do 17. stoletja, na njihovo versko življenje in institucije. Po drugi strani pa je namenil pozornost tudi prisotnosti Italijanov v slovenskih deželah v srednjem in zgodnjem novem veku ter njihovem vplivu na organizacijske oblike gospodarskega razvoja v Sloveniji do 16. stoletja. Nas so upozorili imenitne italijanske raziskovalce zgodovine gospodarskih tokov, ki so potekali pred Jadrana. Leta 1971 je v Italiji prvi sodeloval na mednarodnem kongresu o povezavah obeh obal Jadranskega morja. Kongresom se nato letno udeleževal do razkroja druge Jugoslavije. Bil je član jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino, ki je tudi prirejala znanstvene simpozije in drugim 1978 v Ljubljani. Preseneča pa, da Vestrina kot izjemnega izvedenca, nepolno zainteresiranega tudi za koprski arhiv, ni zaslediti v slovenski pogajalski skupini za vračanje jugoslovanskih v slovenskih arhivalih, ki so jih v drugo svetovno vojno Italijani prinesli v Italijo. Ločeno od konteksta preučevanja arhivskih spisov velja zaradi njegovega pomena omeniti Vestrinovo delo na področju znanstveno-kritičnega objavljanja virov. Leta 1972 je objavil imenitno, bogato komentirano delo Vidinske knjige 16. in 17. stoletja na Slovenskem, kjer je iz 10 vidinskih knjig in uradov na Reki in Dobači predstavil organizacijo in poslovanje vidinskih uradov, trgovanje in njegove nosilce. Istega leta je sodeloval na posvetovanju o programu edicij virov za slovensko zgodovino na Akademiji, ki je ugotovilo, da spadajo kritične edicije pomembnih virov med zelo pomembne naloge naše znanosti in so neobhodno oporišče zgodovinskemu znanstvenemu raziskovanju. Za ugotovitvijo, da, citiram, imamo za obdobje srednjega veka za primorska mesta ohranjeno veliko bogatstvo notarskih in cedonskih in drugih knjig, pri katerih bi se bilo zaradi množine tega gradiva potrebno omejiti na izdajo notarskih in precizem najprej tiranskih, kot citata, nedvomno priči za misel profesorja Vestrina. Druga monografska komentirana znanstveno-kritična objava virov, ki je šla 1990, bolj z izvedbeno posebinsko pomočjo Darje Mikelič, je državski pomorski promet 1759-1760. Gre za poročila koprskega agenta po Habsburškem Trstu, ki je za informacijo nemškega urada petih modrih za trgovino zbiral podatke o uvoznem pomorskem prometu v državskem pristanišču. Skratka, za kakšno vohunsko tvorbo. V slednjem delu skušamo odgovoriti, v kakšnem stanju je naše raziskovanje arhivskih spisov, ki ga je tako široko zastavil profesor Vestrin danes. Kar nekaj raziskovalcev se ukvarja z objavljanjem virov z gospodarsko-pravnimi vsebinami, na primer Matjaž Bizjak in Aleksandar Žižek,
Jestrino bo volilo iz 1972 let objav virov za primorska mesta, skuša z objavami lekarskih knjig in njihovih fragmentov uresničiti Darja Mikelič. Dušan Kos je priobčil več takih objav na zadnje hitrovske statute, Flavij Bonin pa piranske solne pogodbe, če poštejemo nekatere. Glede raziskovanja arhivskih rokopisov je nagradno, da je to danes drugačno kot v srednjem času, ko še ni bilo na razpolago fotokopiranih strojev, primernih fotoaparatov in prenosnih računalnikov, in je bilo potrebno izvednike zapisovati ročno. Po dolgotrajnih uradnih postopkih je bilo sicer tedaj občasno mogoče pridobiti mikrofilne gradiva, za njihovo razbiranje pa so bili potrebni posebni mikročitalci. Sodobna digitalizacija gradiva olajšuje delo na arhivskih rokopisih in ga iz arhivskih čitalnic seli na ekran posebnega računalnika v službenem ali domačem okolju. Kljub sodobnim tehničnim možnostim, pa tudi danes številni zgodovinarji redno zagajajo v arhive, med katerimi po arhivu Republike Slovenije ter slovenskih pokrajinskih arhivih in njihovih izpostavah prednjačajo avstrijske ustanove na Dunaju, Gradcu in Celovcu, v sosednji Italiji pa predvsem v Benekah, Mango, Gorici, Trstu, Čedarju in Vidni. Raziskovalci preučujejo tudi arhive domačih in tujih cerkvenih ustanov in druge zasebne arhive, ki jih je Destrin puščal v strani. Destrin se je pri svojem delu osredotočal predvsem na arhiv Republike Slovenije, na Reški in Piranski mestni arhiv in arhive v Markah. V arhivu Republike Slovenije so kot uporabniki arhivari Destrinu sledili številni poklicni in ljubiteljski zgodovinarji. Z Reškim, Dalmatinskimi in arhivi danes Hrvaške in Istre so slovenski zgodovinarji povezani manj. Glede Piranskega arhiva moramo ugotoviti, da v njem nekaj časa delala in raziskovala Maja Žarut, Destrin je vanj usmeril Janeza Peršiča, Darja Mikelič, Janeza Šumrado in Flavija Bonina. V arhivu sta raziskovala rokopise Alja Brglez in Darko Davorec, ta se je loti tudi razbiranja mikrofilmov med vojno odtujenega Koprskega arhiva in hkranja v Trstu. Arhiv je dobro znan tudi Zdenki Bonin. Od mlajših zgodovinarjev se spopada s piransko rokopisno dediščino Dušan Mlacovič, ki ga pa še bolj vleče v drugačne benetke. Nekaj zgodovinarjev in drugih raziskovalcev se v Piranu usmerilo tudi cerkveno arhivsko dediščino, na primer Darja Mikelič, Mojca Marjana Kovač, Daniela Mirović, Vesna Kalin-Hajdaš in arhivi v Markah. Tam slovenskih raziskovalcev in arhivu. Destrinov fano sameva. Skrb zbujajo zlasti zadnji uničujoči potresi v pokrajini. Arhivi v Markah in drugod v Italiji so preobsežni. Digitalizacija gradiva bi bila predraga. Po najbolj črnem scenariju bi se znalo celo zgoditi, da bi bili Destrinovi lični kartotečni spisi edina, sicer sekundarna ostalina, ki bi od teh arhivov ostala